17.4.15 po kristjanskem koledarju 2015, tož direkt, tokratna tema evro. Lokacija Frankfurt na Majni, Frankfurt am Main. Spoštovane in spoštovani, beseda, ki jo že nekaj let slišimo vsakodnevno, je kriza. Beseda oziroma rečemo kar nek akcijski termin, ki ga pa ne slišimo vsaki dan, pa je ukrepi zoper krizo. In dogaja se nam, da je postala kriza tisto, kar nas dominira in neko stanje, na katero smo se ga privadili. Denimo, če pojasnim, ko človeka prične boleti noga, je prvi dan problem, je drugi dan problem, je tretji dan problem, je 10. dan že manjši problem, je 30. dan še manjši problem in je po določenem številu dni navada in sploh več ni problem. In to se očitno dogaja s tole krizo in ker je temu tako in pri tem seveda pomagajo mediji in še nekatere ostale instance, se dogaja tudi pojav nekega zelo radikalnega reševanja krize, oziroma rečemo kar situacije, kajti na nek način je lahko kriza fiktivna stvar, oziroma povemo si kar tako, kot je, kriza je posledica kriminala in dejstva, da se je vse skozi vedelo, da lahko to eskalira, ampak vsak je rekel, dokler je za mene poskrbljeno, me ne zanima. No in sedaj smo, kjer smo. Kar sem prej pričel in sem vmes preklopil na drugo temo je, pojavljajo se potem ideje o radikalnih reševanjih te situacije, o radikalnih spremembah sistema, o odpovedi vsega in levo, desno, gor, dol. Danes tukaj pa vam želim povedati, mimo vseh teh že vsakodnevnih kontekstov naslednje, da se moramo vprašati, kaj je v naši okolici, v naših življenjih dobrega, kaj so smisli, kaj so cilji in kaj nam je storiti, da situaciji, kot je ta kriza, ne bi bilo oziroma ni. In tukaj v Frankfurtu na Majni je tudi Goethejeva hiša in za Goetheja vemo, da je njegovo življenjsko delo Faust. In v Faustu, v tistem delu, ko so tisti prvotni pojavi Mefista, je povedano, da pa pentagram je nekaj, kar hudiču prepreči vstopiti v prostor, v širšem kontekstu tudi v življenju in tako naprej. In ko pogledamo ta simbol evra, ki bi naj bil eden izmed glavnih problemov te krize, vidimo, da ima okrog sebe polno pentagramov. In tako kot se v Sloveniji prepiramo okrog rdeče zvezde, je tu kar nekaj rumenih zvezd. In ne samo, da so rumene barve, kot je simbol sonca, so tudi pentagrami, ki bi naj odganjalo hudiča. In če se tako postavimo na nek ta faustovski nivo, imamo simbol valute, ki ima ogromno simbolov, ki vključuje ogromno podsimbolov, ki bi naj odganjali slabo, zlo. In potem vprašanje, zakaj tega ne dojamemo sami in zakaj ne vzpostavimo tako res učinkovite družbe, samonadzora, samoregulacije in plodnosti ter tvornosti in zakaj se nagibamo k nekemu radikalizmu, uničevanju, anarhizmu, med tem, ko je temeljni problem človeštva ta, da je preveč kriminala oziroma da sploh je in da nam je poštenost, seveda ne posameznikom, ampak skupnosti kot celoti, neka tuja stvar. In ko pride do situacij, kot je tale kriza, imamo potem problem. Zato predlagam, da pričnemo iskati tiste smiselne impulze na fenomenih okrog nas. In če gre za ta evro, ki bi naj bil po mnenju nekaterih glavni krivec za krizo, aktiviramo te podsimbole pentagrama in pričnemo dejansko tvoriti družbo, ker bo v tem smislu gospodarstva vladala ekonomija in ne egonomija. In takrat bomo prišli do, seveda ne prvi dan, da se razume, do
ustreznih razmer, kjer bomo lahko dejansko zgradili pošteno, smiselno in zdravo družbo blaginje. In kot rečeno, da ponovim za zaključek tega videobloga, v svetu okrog nas se trudimo nagibati k tistim stvarem, ki so smiselne, koristne in zdravorazumske, in jih potem tudi udejanjajmo. Kar se pa tiče tistega znanega pregovora, bodi sam sprememba, ki jo želiš videti v drugih ali v skupnosti. Tako da pričnimo s to revitalizacijo skupnosti in zgrajenjem družbe blaginje najprej pri nas samih in potem glede na to, kako je živi svet strukturiran, se bi to pričelo graditi spontano. Naj nas navdušujejo med vsem ostalim tudi pentagrami v evrskem simbolu.